Poslušamo oddajo Protetus PTDŠ, z menoj v studiu Vala 202 je Leo Slivnik, filmski selektor in kurator ter festivalski sodelavec. Leo, kako bi se sam predstavil? Ja, pač delam na festivalih v različnih vlogah. Vedno v programskih oddelkih oziroma z selekcijo filmov. No, ampak v Ljubljano si pravkar pripotoval iz Amsterdama, tam trenutno živiš in ustvarjaš, je res? Ja, trenutno tam delam primarno na festivalu dokumentarnega filma v Amsterdamu. Ko sta se prvič srečala, je bilo v času Beneškega filmskega festivala. Ti si tja pripotoval iz Edinburga. Na Beneškem festivalu pa si sedel kot eden od žirantov na najmlajši žiriji, 27 Times Cinema, to je bilo leta 2021, ne? Tako. Potem pa kot član žirije za nagrado občinstva Lux, ne? Mi smo bili v tej selekcijskem odboru za nominirance, 2022 smo imeli sestanke. In je šlo v resnici za filme, ki so bili konec leta 2021, začetek 2022 so imeli premiero. Nagrada pa je bila 2023. No, ampak vse skupaj pa lahko vzamemo v paket, da si zastopal Slovenijo oziroma Kinodvor. Ja, tega projekta 27 Times Cinema nažalost ni več. Jaz sem se prijavil pri Kinodvoru in potem je Kinodvor naredil prvo selekcijo in potem je to šlo v Bruselj. Ta projekt je pač bil financiran strani Evropskega parlamenta in potem so oni naredili končno selekcijo 27 oziroma ko je bilo še Združeno kraljestvo 28. Ja, skratka teh držav, ne? Ja. Da jih ne naštevamo. Ampak to pomeni, da ti se ne bi mogel sam prijaviti pa poslati svojo željo. Ne. Vem, da je bilo zelo komplicirano izpolniti vse detajle. Ja, ne, tukaj gre zelo veliko zasluge tudi Kinodvoru, da so me naprej poslali oziroma da sem dobil njihov žig odobravanja. Zdaj, če politiva iz Škotske v Amsterdam, zakaj Amsterdam? V resnici zaradi enega magisterija v angleščini, program je tudi v angleščini se poučuje, Preservation and Presentation of the Moving Image, torej zelo poenostavljeno filmsko arhivarstvo oziroma arhivarstvo kjerkoli umetnosti, kjer gre za gibljive podobe. Naprimer virtual reality ali pa novi mediji, inštalacije, televizija. Moje osebno zanimanje je pač bil film. Torej, takega podobnega ali pa sorodnega študija tukaj ni? Ne, tudi drugje v Evropi pač ni veliko teh študijev in tudi zato je ta študij v angleščini in je tako 20% študentov Nizozemcev. Vsi ostali smo prišli od nekje drugje specifično za ta študij. V Edinburgu si študiral filmsko in gledališko zgodovino in to je bilo na QMU, ne? Ja. Oziroma Univerza kraljice Margarete, to so zelo dobre stvari. Ja. A je bilo res tako bolj old fashion stavba? Ne, stavba je v resnici zelo nova. Nima tako splošnih programov kot vse večje univerze, ampak so bolj fokusirani pač na določena področja. Eno od teh pač je bilo gledališče in film. V Edinburgu je bilo to dobro, mislim, tam je bil tudi dodiplomski študij in je potem dober, da je neka širina in to širino smo tudi dobili. No, ampak ta širina je pomenila tudi posebno štipendijo, ki si jo prejemal. Ja, štipendijo od Mestne občine Ljubljana. Mislim, še enkrat grejo zahvale Mestne občine Ljubljana, da pač financira tudi dodiplomske študente v tujini in ne glede na področje. Pač gre za uspešnost študenta oziroma. V poletju med 3. in 4. letnikom sem dobil neke škotske fundacije, pač za eno poletje. Mislim, A si ta projekt prijavil, pa si dobil to štipendijo? Ja, ta projekt sem prijavil in mislim pač zato, ker je šlo tudi za moj prvi globi raziskovalni projekt, ki ni bil univerzitetni esej, za katerega porabiš veliko manj časa in gre veliko manj v globino. Skratka, ti si raziskoval. Ja. In to te je poneslo potem v Amsterdam? Tudi to, ja. Če se vrnem nazaj na kaj je bilo pa dobro v Amsterdamu, je pa bila dobra neka ta načeloma zelo ozka usmerjenost. Specifično, ja, pač v arhive in v prikazovanje filmov oziroma pač kako se te stvari, ki so v arhivih, prikaže oziroma pač ponovno približa neki publiki. Tako kot pač lahko sklepamo iz naziva magisterija, pač gre za neko ravnotežje med tema dvema stvarima. Trenutno pač je to bolj omejeno na moje razmišljanje ob festivalskem delu.
Zato si tudi v Amsterdamu, Zato sem tudi v Amsterdamu. kjer je več razlogov, zakaj si tam. Ja, več razlogov. Prvi je? Trenutno so 4 razlogi. Prvi je festival dokumentarnega filma, kjer delam v programskem oddelku. Potem drugi razlog je festival Leiden Shorts, ki je festival kratkega filma v mestu Leiden, tako na pol poti med Amsterdamom in... Z vlakom to ni daleč, ne? Ne. Tako 20 minut. Tretji razlog, za katerega mi sicer ni treba biti v Amsterdamu, ampak je festival v Karlovih Varih, kjer sodelujem pri predizboru celovečernih igranih filmov. Četrti razlog so pa work in progress projekcije, ki jih organiziramo v kinu, ki ga vodijo prostovoljci. To pa organiziramo čist prostovoljno enkrat na 2 meseca. Manjše, manj izpostavljene avtorje, ki pač nimajo dostopa do podobnih priložnostih pač na nekih večjih odrih. Morda se temu še vrneva, ampak v bistvu se je začelo vse s pripravništvom, ne? To je še en dober del tega magisterija, da magisterij traja 1,5 leta in v zadnjem semestru moraš kot študent obvezno delati neko pripravništvo. Zdaj, veliko mojih sošolcev je šlo v neke arhive, jaz sem vedel že, ko sem se prijavljal na magisterij, da želim delati pripravništvo na festivalu. In dober del tega magisterija je, da imajo sodelovanja vzpostavljena ali pa tako dobre odnose, vzpostavljene z tem festivalom dokumentarnega filma v Amsterdamu in pa s festivalom v Rotterdamu. Potem sem se pač jaz prijavil na to pripravništvo v Amsterdamu. To je 6 mesecev. To je 6 mesecev. To je v resnici od takrat, ko se zaprejo prijave filmov, do par tednov po festivalu, zato ker pač je treba še vso komunikacijo in se zahvaliti, ne vem, režiserjem, ki so prišli, poslati nagrade, naprimer, če slučajno kdo ni utegnil priti, tako take stvari. Posledično vsega tega, kar si počel, si dobil zaposlitev. Ja. Na srečo. In so te sprejeli, ne? Ja. Ki pa je nekaj posebnega. Ja. Potem v resnici naslednje leto, torej jaz sem delal pripravništvo leta 2024, potem 2025 sem za isto obdobje delal, potem sem pa zdaj konec marca začel celoletno delo. Zdaj, če to strnem, vse poti vodijo, da bi nekega dne bil glavni selektor Canskega filmskega festivala. No. Če se pošalim, ampak... Bomo videli. Ampak neke vrste selektor pa si še. Ja. Mislim... No, če greva zdaj k dokumentarnemu filmu, ne? Amsterdam, mednarodni filmski festival dokumentarnega filma. Ja, v Amsterdamu ne sodelujem pri izboru, sodelujem pa tako v vsej podpori tega izbora. Tako da trenutno, ne vem, danes zjutraj sem odgovarjal na maile, ko so ljudje prosili, da ne bi pač jim bilo treba plačati stroškov, ja. Zdaj iz raznih razlogov, ali zato, ker pač prihajajo iz držav, kjer ni nacionalnih inštitutov, ali pa kjer nacionalni inštituti pač ne podpirajo tega. Kjer nimajo filmskega centra. Ja. Dlje časa tudi, ko delaš v Filmskih vodah, bolj spoznavaš pomembnost nacionalnih filmskih centrov. Ja, te platforme danes so nujne, ne? Ja. Tudi zato, ker nacionalni filmski centri lahko čisto na drugačen način imajo odnose z, ne vem, festivali ali pa z drugimi centri. Taka mreža, ne? Taka mreža, čist iz perspektive tega, da pač imajo nek dolgoročen pogled, ali pa da pač sodelujejo čez leta, ali pa da pač da delujejo na principu neke strukturne taktike, kako podpirati pač lastne filmske ustvarjalce ali pa lastni filmski svet. No, in zdaj ti filmi so poslani, kot si lahko predstavljam, in tukaj so zdaj selektorji različni, med njimi si tudi ti, in to pomeni, da se ti filmi potem vendarle razdelijo med določene selektorje, ki jih je večje število, in potem so projekcije, vi tudi vodite pogovore po filmskih projekcijah. Skratka, delo se pol nadaljuje, ne, do konca festivala, ne? Delo se nadaljuje v resnici takrat, ko so filmi izbrani, takrat in se jih potem povabi, gremo mi takoj v proces delanja urnika. Zato, ker v resnici potem vsi ostali oddelki čakajo na nas za to, da oni lahko začnejo svoje delo. Produkcija, torej ta zelo praktičen del organiziranja festivala, ne vem, koliko bo stolov kje, kako se prodajajo karte. Vzporedno potem pa pač moramo mi dobiti kopije filmov, ki se jih bo predvajali med festivalom, ta oddelek je zadolžen za goste, povabi in organizira pač njihovo pot in nastanitev.
In potem do tega, da pač mi med festivalom sprejmemo te ustvarjalce in vodimo pogovore z njimi. Imamo tudi zunanje moderatorje, kar je na primer tudi praksa v Rotterdamu, kjer pač tudi med drugim moderiram pogovore nekatere. Praksa je tudi ta, da lahko moderiraš in si izbereš, ki že odprej poznaš avtorje. Ja. Naprimer Sylvain Georges, ki je bil pred, se mi zdi, 10 leti v Ljubljani. In potem v resnici mi je bil tudi predstavljen, ne osebno, ampak tako kot avtor, na delavnicah Ostrenja pogleda, kjer se je v resnici ena od mojih filmskih poti začela. Drug primer je pa naprimer Mark Cousins, ki pa ga v resnici poznam že iz Edinburga in je potem bil lani v Karlovih Varih v glavnem tekmovalnem programu. Pa bil je leta 2022, se mi zdi, da v Benetkah v tej isti sekciji, kjer sem bil jaz v žiriji in potem leta 2022 sodeloval pri predizboru. In potem so pač neki avtorji, ki jih srečuješ in s katerimi se pač spoznaš in se potem gradi nek odnos skozi leta. Ja. Potem je pa tukaj zdaj Karlovi Vari, kamor potujete direktno iz Ljubljane. Te se pa govoriš že o selekciji igranih filmov, ne? Celovečernih igranih, ja. V resnici pa tam delam zato, ker sem bil v tej komisiji za nagrado občinstva Lux, kjer sem spoznal eno od selektork in tako čist zvedavo vprašal, z nobenim namenom zares, ampak čist zvedavo vprašal, kako poteka pri njih proces predizbora, ker sem glih v tistem letu delal za Giornate degli Autori sekcijo v Benetkah. Sem ravno pač vstopil v ta svet in me je zanimal. In potem je ona rekla, da naj pošljem mail umetniškemu vodji Karlovih Varov, ki pa me je poznal tudi iz Benetk, ker je vodil naše debate žirije. In potem pač sem se prijavil in so mi dali neke testne filme za pogledati in napisati recenzijo in potem pač Na podlagi tega so me potem sprejeli in je zdaj v resnici 4. leto. Ja, 4. leto. No, ampak najprej so bili celovečerci, potem pa dokumentarni filmi, ne? Se je nekaj premaknilo, ne? V razmišljanju sploh o filmski umetnosti. Ja, nisem bil toliko izpostavljen dokumentarnemu filmu. Mogoče bolje rečeno, da sem bil izpostavljen enemu tipu dokumentarnih filmov, torej, ki imajo nekega pripovedovalca, ki potem pripoveduje celotno zgodbo filma. So vmes določeni intervjuji z ljudmi. Nisem bil pa, na primer, izpostavljen, filmom, ki so popolnoma zgrajeni iz arhivskega materiala in brez kakršnega koli pripovedovalca in v resnici gradijo na čist drugačen način zgodbo, ali nekih bolj esejskih filmov, ki so dejansko strukturirani tako kot nek esej, ali pa zelo osebnih, samo družinskih, na primer, ali pa tako nekih filmov, ki pač sledijo nekemu protagonistu ali pa skupini protagonistov, kjer ni te neke distance, ki jih vzpostavljajo na primer intervjuji in pa nič proti takim filmom, ker so na enak način ali pa pač podoben način pomembni. Tako zdaj, ko za nazaj razmišljam, se mi zdi, da imamo vsi ali pa da smo imeli vsi enoznačno idejo tega, kaj je dokumentarni film. Potem, ko sem začel pripravništvo, oziroma tako že leto prej, ko sem moderiral pogovore kot študent, še en primer, zakaj je ta magisterij bil dober, se mi je malo odprl pogled, kaj v resnici obstaja. Se mi zdi, da se te v resnici lahko dokumentarc dotakne na enak ali pa podoben način kot nek igrani film. No in če greva zdaj v Karlovi Vari? Ja, moram priznati, da je bilo letos prvo leto, kjer tako nikoli ne veš, katere ali pa kakšne filme boš dobil, kaj bo kvaliteta, zato ker malo je naključno, malo dobivaš določena področja, regije sveta, ampak letos je bilo prvo leto, za čemer bi lahko zares stal, ali pa tako, kar bi zares lahko priporočil, ali pa kar bi se mi zares zdel primerno za Karlove Vari. Ker tudi včasih vidiš kakšen film, ki veš, da je dober, ampak se ne sklada z neko identiteto ali pa ne paše v neko identiteto festivala. Zdaj, če karikiram, pa zelo poenostavim, pač to je tako, kot če bi imel festival eksperimentalnega filma in potem prijavil nek film, ki je zelo klasično igran, narativen, brez kakršne koli eksperimentacije, pač to ni film za na ta festival. Ne pomeni, da ta film ni
dober, lahko je pač to zelo dober, ne vem, nek socialni realizem, samo se pač ne sklada njuna, ne vem, usmeritev ali njuna ideja. Ampak ta film ima pa lahko zelo lepo življenje pač na nekih drugih festivalih, a ne? Kamor, naprimer, te filmi, ki bi bili na tem eksperimentalnem festivalu, pač ne bi prišli. Tudi vsaka zavrnitev iz festivala ne nujno pomeni, da je pač ta film slab, lahko samo pomeni, da se ne ujema ta festival in film. No, vsak festival ima različne sekcije, eni manj, eni več in seveda ogromno število selektorjev glede na te sekcije, ampak koliko filmov pa si mora ogledati en tak selektor, naprimer konkretno zdaj za Karlovi Vari? Za Karlove Vari imam jaz tako povprečno tam nekje med 40 pa 70 celovečernih filmov. In kdaj se to začne, če so v Karlovi Vari zdaj? Začetek januarja oziroma tako neka sredina januarja pa do sredine maja. Ali se lahko ugotovi, kakšen je film že v prvih 5-7 minutah? Definitivno dobiš neko idejo o tem, kakšen je film. Moram celotne filme pogledati. Zdi se mi korektno do filmskih ustvarjalcev, ki so, pa zdaj lahko je film dober ali pa ne, nima to sploh nobene povezave, ampak pač filmski ustvarjalci vedno so vložili trud v film. In se mi zdi korektno do njih, da si jaz vzamem 2 uri časa, da pač pogledam film od začetka do konca, tudi zato, ker včasih se pa film začne, ne vem, mogoče šibkejše, ali pa se začne zelo počas, ali pa zelo na nežen način, ali pa se pač prevesi v nekaj drugega in se je moral v resnici na tak način začeti. Zdaj, če se vrnemo v Amsterdam, ne? Ja. Zadnjič mi je razlagal, da ugotavljaš, kakšni so trenutni trendi v dokumentarnih oziroma eksperimentalnih filmih, ki se tako zelo menjajo, zelo so različni in potem dejansko ugotavljaš, kaj je trenutni trend, ne? Ja, mislim, to je tako malo za šalo, malo za resno, ampak med selektorji pa tudi z distributerji oziroma pač z distributerji imamo pač te pogovore, tako kaj so neki trendi, ki jih mi opazimo, pa zdaj nikoli ne vemo, a je to zato, ker jih mi opazimo, ali te trendi dejansko tudi obstajajo. Ampak trenutno se nam zdi, da je veliko število filmov o skalah in kamnih na nekem tem presečišču med eksperimentalnim in dokumentarnim filmom. Naprimer, se mi zdi, da mi je nekdo razlagal zadnjič, da je pred letom pa bil trend, da se je predmetom vdihovalo dušo, naprimer, da je jama govorila ali pa tako take stvari. Meni se zdi, da je pred 2 letoma, da je bil nek naval oziroma porast filmov o oslih. V zadnjem letu se mi zdi tudi, da je porast filmov o konjih. Neki taki zelo specifični trendi, ki se mi zdi, da ne morejo biti zares trendi v tem smislu, da je to nek odziv na svet mogoče, ampak Zgodbe so vezane na te stvari. Ja, zgodbe so pač vezane na te stvari in mi opazimo neke podobnosti, ali pa je mogoče to zato, ker so to neke teme, ki jih drugače ne vidimo in potem takoj, ko jih je nekaj, tudi manj kot 5, jih prepoznaš zares verjetno. No, prej si omenjal, da v Amsterdamu organizirate posebne projekcije filmov, tako imenovani Work in Progress. To so filmi, ki so še v nastajanju, ampak z razliko, kar počnejo tudi drugod, da so prisotni tudi gledalci, ki postavljajo določena vprašanja, ne? Ja, oziroma delijo svoja mnenja. Cela zamisel za te projekcije je to, da so ustvarjalci še nesigurni in da še ustvarjajo in da imajo oni določena vprašanja pač za publiko, na katere mogoče nimajo odgovorov ali pa si želijo odgovore tudi od nekoga drugega. In ta mnenja so lahko kritična. In tudi so kritična. Pa zanimanje je veliko. Zato sem še v petek prišel, ker smo imeli v četrtek zvečer projekcijo. Je bilo razprodano. Pa gre za mlade avtorje ali... Malo mešano. Večinoma za mlade, zato ker je tudi naš fokus je na tem, da izberemo avtorje, ki drugače naprimer ne bi prišli do teh priložnosti, ker kot si rekla, te priložnosti načeloma obstajajo na festivalih oziroma so pač ustaljen format. Le da tudi sodeluje tudi publika, ker je dogodek pač odprt za kogarkoli, ki pride in kupi karto. Ponavadi pa na festivalih oziroma na nekih teh industrijskih dogodkih
je pa omejeno na ki delajo v industriji oziroma na neke profesionalce, ki potem tudi lahko v zelo omejenem obsegu dajo neke odgovore. Zdaj, vrača se v Amsterdam, potem sledi nek poletni premor. Kako se začne novo festivalsko leto v Amsterdamu? Novo festivalsko leto v Amsterdamu se začne v resnici marca, ko se odprejo prijave. Potem naslednji tako velik mejnik zdaj prihaja 9. julija, ravno na dan, ko se vračam iz Karlovih Varov nazaj v Amsterdam, ko je rok za prijave. In potem v tem momentu grejo naši selektorji, kakor pregovorno rečemo, se zaprejo v svoje jame in jih ne vidimo še en mesec. Zato, ker so doma in gledajo filme. Moje delo načeloma pač se nadaljuje čez cel julij in avgust. Imamo že komunikacijo s temi filmi, ki so že bili izbrani. Torej, to so filmi, ki so bili naprimer v Cannesu, v Benetkah, pač na drugih festivalih. In gre pač za neke te sekcije ali velikih avtorjev ali filmov, ki so bili uspešni na ostalih festivalih. Zdaj, če potegnem neke usporednice z Lifom, sta to naprimer sekcije Kralji in kraljice in pa predpremiere. Filmi, če spremljaš ta festivalski svet, za katere si definitivno že slišal. No? Če so pri festivalih, lani si bil tudi član mednarodnega hrvaškega tekmovanja kratkega filma v Zagrebu, ne? Oziroma v Zagorju. V Zagorju, ja. Zagorju. Srečala sem te najprej v Benetkah, potem v Cannesu, potem je tu še Berlinale, San Sebastian, Karlovi Varje, obvezno. Pred 2 letoma si bil na 12 festivalih. Lani nisem štel, letos pa tudi še nimam preštetih. No, ampak tu so Cannes, Rotterdam, Karlovi Varji, ne? Ja. Berlin vedno? Ne, Berlin ne vedno, tudi Cannes ne vedno, pa Benetk tudi že nekaj časa ni bilo. Letos si bil v Malagi in v Hamburgu. Ja, kot predstavnik Leiden Shorts. Kot predstavnik Leiden Shorts. V Hamburgu je to festival kratkega filma, v Malagi je pa splošni festival. Kakšen je ta festival? Španski. Španski, zelo španski. Ja, zelo španski. Jaz sem tam primarno bil pač za kratke filme in gledal te filme, ki še niso imeli nikjer premiere in so pač iskali premiero. Je pa to začetek marca, ko je povsod drugje v severnejši Evropi še zelo slabo vreme oziroma še zelo dežuje oziroma je hladno. V Malagi pa lahko gledaš sončni zahod na peščeni plaži in ješ skutno torto. Tako da je bil zelo lep oddih. Je bilo lepo. Ja. Ti vidiš veliko filmov, ki jih v bistvu potem nikoli ne vidimo v kinodvoranah, ne? Ja. In to je neke vrste prednost. Neke vrste prednost, neke vrste pa tudi določena odgovornost v resnici. Zato, ker si v velikih primerih pač prvo sito za te filme, ki si pač vsi želijo priti do svojega občinstva, zdaj lahko je to večje, lahko je to manjše. In vsi filmi, kot sem prej rekel, kjer so avtorji oziroma ustvarjalci vseh vrst vložili določeno število ur in določeno delo. Pa ima Nizozemska gotovo veliko več distribucije, ne, kot Slovenija. Ja, oziroma pač na Nizozemskem se mi zdi, da pridejo v distribucijo zares pač te filmi, ki so na evropskih teh večjih festivalih. Oni pač odkupijo pravice za Nizozemsko, Belgijo in Luksemburg. Večji trg je. Že sama Nizozemska je pač veliko večja po številu prebivalcev od Slovenije in avtomatično gre za večje število gledalcev. Predvidevam, da jih je več. Še eno vprašanje me zanima. Kaj pa film kot film? Ti si sodeloval pri kratkem dokumentarnem filmu Iskanje Čapa, ne? To je v resnici nastalo v sklopu enega. Zakaj se smeješ? Ker je zelo kratek film in zelo igriv film, ki je nastal v enem dnevu v sklopu enega študentskega projekta pod naslavljanja, če se jaz ne motim, pod naslavljanja čeških, poljskih in pa slovaških filmov, kjer so sodelovali 3 fakultete Univerze v Ljubljani. Potem so imeli pač ekskurzijo v Piran oziroma na slovensko obalo. Kjer je snemal Čap, ne? Tako, oziroma tudi živel.
In potem je ustvaril Ciril Zupan, ne? tako. Režiser. Ta film se pač inspirira oziroma pač si sposodi kadriranje iz filmov Františka Čapa. Torej, En dan v Piranu. En dan v Piranu. No, zdaj se mi zdi, da sem prišla do konca, pa vseeno me zanima vse to, kar počneš in ves ta študij in zdaj v vlogi selektorja, kuratorja in festivalskega sodelavca. Kam te poti merijo, oziroma kaj so tvoje vizije, kaj bi si želel? No? O čem sanjariš? Definitivno je želja postati selektor nekje na festivalih. Ne vem pa še kje, ne vem, bo že prišlo v svojem času, mislim, se gradi, ampak nisem še siguren tudi, a bolj dokumentarni film, a bolj igrani film. Ne vem v resnici, zakaj bi tudi moral izbirati, ampak definitivno je želja postati selektor nekje. Lev Slivnik, hvala za ta pogovor. Z nami je bil Lev Slivnik, filmski selektor in kurator in festivalski sodelavec, ki ustvarja in živi trenutno v Amsterdamu. Najlepša hvala, Nina. Lepo pot nazaj in upam, da se kmalu kje srečamo. Če ne na kakšnem festivalu, pa v Ljubljani. Definitivno na kakšnem festivalu, ampak tudi v Ljubljani. Hvala.